Živijo in dobrodošli v mojem studiu. Danes bomo govorili, kje hudiča je moj nov avto. Kakšne 2 tedna nazaj sem naredil video, kjer sem se odločil, da prodam svojega Focusa. Zato, ker sem že plačal polog za nov avto. Zdaj tako, jaz sem ta avto našel v Ameriki, ful je bila dobra cena, zato sem se tudi zanj odločil. Prodajala ga je firma, ki je zelo znana, veliko youtuberjev ameriških tudi z njimi sodeluje. Tudi ta firma je ena večjih v Ameriki, ki se ukvarja samo z avtomobili in njihovimi deli. To se mi zadeva zdela res bulletproof. Jaz sem depozit nakazal, tudi s tem gospodom, dejansko z lastnikom, so bila veliko na vezi, tudi pogovarjala se kakšne avte on fura in tako se mi je zdelo vse friendly, vse cool. No in pol rata tišina. Jaz sem pa čakal, da mi pošljajo še končen račun, da jaz avto pač plačam v celoti. Od njih nobenega odziva, skratka jaz jim pišem ene 4 dni zapored, živijo, upam, da se nismo kaj izgubili, sam prosil bi za ta račun, da jaz to poravnam, da pol lahko zadevo sprovedemo naprej, da moji te, ki mi urejajo transport, pridejo s prikolico po avto in ga odpeljejo v port. Ker ni bilo nobenega odziva z njihove strani, sem se jaz odločil, da pokličem direktno v Ameriko in da poizvem, kva je zdaj fora, ne? In se mi oglasi njegova tajnica. In pravi, ja, šefa zdajle ni, tukaj je njegova direktna telefonska, pa mu kar pošljite message. In jaz še nisem nehal pisati message in dobim notification od banke, da sem dobil ta pa ta znesek nazaj na svoj račun od te pa te firme. Meni je bilo čuden, ok. Čakam, ga kličem, v roku kakšne ure dobim message. Evo, jaz mu takole napišem tak lep message, da sem pripravljen plačati in da ga čakam. In gospod mi odpiše, the car was sold, I'm very sorry, she has refunded your deposit. Sem bil sam tako, what the fuck? Kaj je s tabo? What? Jaz sem plačal aro in čakal sem, da lahko plačam avto in vi ste mi prodali avto, halo? Jaz pa Focusa že prodam ga, tako da kva zdaj bom brez avta? In on mi napiše, it's been 2 weeks since your deposit, čeprav je bilo 1 teden, you have 7 days when your deposit is sent to pay. You didn't pay, local guy came with cash, car sold. Ok, jaz sem plačal depozit, po 3 dneh sem ga že prosil, da mi pošlje račun, da lahko plačam. Pač brez računa jaz avta ne mislim plačevati, ne. Dokler avto ni bil zaran, nisem hotel nobenemu povedati za avto sploh, zato ker če se kaj zalom oziroma avto ne pride, pol ful ljudi ve, da ga pričakuješ in ker avta ni, se pol začnejo neke špekulacije, ki zrastejo na tujih zelnikih in pač sem se hotel tem stvarem izogniti. In ker je bil avto zaran, sem jaz že pol sprovedel, da se Focus prodaja in sem že malo namignil, da avto prihaja, ne. Zdaj veliko ljudi ve, da sem jaz ta avto čakal in ful ljudi me sprašuje, kje je avto, kdaj pride. No, ta avto v glavnem ne pride. Ful sem bil žalosten, razočaran nad neprofesionalnostjo, ne vem, kaj je bilo vzadaj. Mogoče je že tako prav, kaj pa vem, iščemo naprej. Tako da zdaj dejansko se spogledujem tudi z drugim znamkam. Zdaj bom šel par avtov pogledati tudi tukaj v Sloveniji, ki so na prodaj. Tako da, če vas zanima, kateri avti so na mojem seznamu, ki me zanimajo, oziroma bi mi priporočali še kakšno zadevo, ki sem jo spregledal tam nekje v budžetu do 65.000 evrov, komentirajte v spodaj, pa se bom potrudil, da naredim tudi kakšen video od kakšnega zanimivega avta, ki ga bom šel pogledati. Hvala vsem za pomoč, jaz zdajle na polno iščem avto, da bi mogoče še ujel kaj od te sezone. Drugač pa, če se ne bo izšlo, bomo iskali naprej čez zimo in definitivno pripeljali eno hudo zadevo v mojo garažo za naslednjo sezono. Se vidimo kmalu. Čau!